vsebino knjižne škatle Zmenek s knjigo. To je knjižna škatla za starost od 6 do 9, se pravi za družine. In bomo šli kar lepo po vrsti. Jaz sem jo sicer že malo prej odprla, ker sem imela že druga dela, tako da ne bo več tistega papirja, ker moramo mi zapakirati, da vse te vsebine do vas pridejo pač res skrbno. Tale unboxing bo malo drugačen, zato ker vam bom povedala še par detajlov, kar se tiče izdelovanja te knjižne škatle, same priprave. Se vprašate, od kje nam mere za to knjižno škatlo? Ja, v bistvu smo mogli pripraviti tako veliko, zato ker predvsem zaradi slikanic, za katere veste, da so ponavadi večjih dimenzij, da bo lahko šla v dolžino in širino. Globina je pa namenjena tistim izdelkom, ki so malo večji, se pravi kakšni milončki, skodelica. Za čokomaniček je bila pač v družini ali pa v otroški 1 do 5 zelo koristno. Tako da ja. Tukaj na strani lahko najdete tudi vse naše logotipe, se pravi Sodobna, Zmenek s knjigo in pa, a veste, kdo je narisal te ilustracije? Gre za Kęstutysa Kasparavičiusa. V bistvu je to iz njegove knjige Trapaste zgodbe, tako da po tej so motivi. Meni je čudovita. Upam, da tudi bom. In pa seveda na koncu logotip EU, ker pač se financira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Če se boste slučajno vprašali, zakaj so tudi na drugi strani grafike, je to zato, ker projekt pripravljamo skupaj z IPIS grafiko. Malo smo si olajšali seveda stroške tiskanja, da smo lahko skupaj naredili pač tole škatlico, tole škatlo. Za vsako škatlo smo najprej pripravili tak spremni list, na katerem smo vam napisali nagovor, da se boste lažje poglobili v vso vsebino, pa tudi kaj vse vsebuje ta knjižna škatla. Gor imate napisano tudi, kje najdete vse te izdelke, da jih lahko recimo tudi, če bo kdorkoli kaj objavljal, sami označite. Na drugi strani, ker gre pač za družinsko knjižno škatlo, so napisani vsi izdelki za otroke. Potem je tukaj nekaj naših izdelkov, ki smo vam jih dodali. Prva je tukaj Zmenek s knjigo Kazalka, ki ima čudovite napise, zato smo se sami potrudili, tako da se veste, branje je pomembno. Druga je taka kartica, ki vam prinaša popust na enkraten nakup na Zmenek s knjigo. Seveda to lahko podarite prijatelju ali pa uporabite sami. In pa naš svinčnik z Zmenek s knjigo. Potem sta tukaj 2 pismi. V družinskih škatlah najdete 2, zato ker imate eno knjigo odrasla, drugi pa otroci. In zato smo se dogovorili posebej s pisatelji, avtorico ali z ilustratorko, da vam pripravijo pismo. Mi smo ga prevedli, vi si ga pa lahko preberete. Tukaj pozdravi pošilja Kristjan Bajnko. Ker je moja knjižna škatla za otroke od 6 do 9, vam druge pozdrave pošilja Suzana Matjančević. Zdaj pa prehajamo na izdelke, ki so nam jih poklonili sponzorji. Naj povem, da smo se tukaj izjemno potrudili, da smo našli pač slovenske ustvarjalce in dali priložnost, da sodelujejo z nami v knjižni škatli. Tako da, recimo prva, je pa tako, da smo mi naštimali za različne starosti različno vsebino. Tudi sami, ko boste videli, smo naredili tako, da smo se potrudili povezati vsebino s knjigo, zato ker pač to je pomembno, ne? Najprej so tukaj, dobite notema, da se vam pokažem malo več, od Anje Petrarka ilustracije, no najdete na Instagramu in Facebooku pod Anca Draus. Ustvarja pa ilustracije kakršnekoli personalizirane za lončke, majice itd. Njene izdelke boste pa našli tukaj z nalepkami. Potem je tukaj luštno leseno kazalo, ki ga je izdelala Moj style in piše Zmenek s knjigo. Iz podjetja Doma 3 prihaja tale svinčnik, 3 gore v bistvu. 3 gore verjetno poznate po njihovih zelo značilnih blazinicah, ki je v obliki pač Triglava. Kako luško, no. Doseči vrh Triglava ni lahko, vendar se da.
Vsak od nas ima svoje 3 glave na poti življenja. Izzive, ki se sprva zdijo nepremagljivi, vendar je vredno poskusiti. Vaša moč vas lahko preseneti. Zmagajte, bodite močni, pojdite do vrha. Svinčnik se navezuje seveda na Mino HB, ki je glavna knjiga za otroke v tej škatli. Več o tem pa, če jo preberete. Potem je podjetje Carbonara prispevalo tole sredstvo za beljenje zob. Zdaj, tisti, ki ste svoje knjižne škatle že naročili, verjetno veste, da so tudi ščetke zraven, ki so pa v prvi, se pravi 1 do 5, ker se povezujejo s tem tiste knjižne knjige. Naslednja je tukaj Food Wrap, ki pač, ker se pač enaka glavne knjige za odrasle odpravita na potovanje. Na potovanjih moramo pa vedno neko malce zaviti. Tole je naravno, kamor lahko zavijete, da ne uporabljate folije. Ima pač za večkratno uporabo, se pravi iz čistega čebeljega voska. Ja, takole. Ovi operi uporabno. Kdo pa tega ne rabi na potovanju, seveda, če jo pijete. Tole je kava iz Escobarja, pripravili so pa hišno mesečnico skodelice kave. Kaj če mislite to skuhati? Naslednje so palačinke takoj od Palačinkomata. Tele so sicer beljakovinske, pridobite različne noter. In tole se sicer povezuje prav tako z Mino HB, ker mislim, da ne je zdravih zajtrkov. Oziroma, brat se ne da zdravega zajtrka, tako da kar pa brate palačinke. Naslednji je doživetnik za stvari, ki jih prinese življenje. In tole je krasna stvar založbe Sodobnost. V njo v bistvu lahko pišete različne doživljaje. Vse to se je skrivalo v mojih žepih in torbici. Jaz veliko skrivam po žepih. Ne, po žepih ne, ampak po torbici pa res. Noter imate v bistvu tudi priporočila za naše knjige. Recimo, Avtistin poštni golob, to so zadnjič tudi na Facebooku pohvalil. In recimo, iz kavarnic, koščke poletja lahko zalepite noter, pa z gostilnic, jaz to skozi zberam, res. To sem pa krama. Tle si lahko zapišete, kaj poslušate, berete, gledate, iščete, se ukvarjate, potrebujete. To recimo je res fajn, tudi za skupno družinsko aktivnost, seveda. Tako. Zdaj pa prihajamo na glavne knjige, ki se skrivajo v tem zmenku s knjigo. S katero bomo začeli? Jaz bi kar z Mino HB. Evo, Mina HB, to sem jaz. To so zapiski, osebne zadeve, resnične in izmišljene zgodbe. Avtorice Suzane Matjanželi in ilustratorke Rite Petričoli. Se pravi, Mina je odobrila tole knjigo, zato da lahko berete. In Mina je v bistvu čisto prava osnovnošolka, hodi v šolo seveda in ne mara matematike in s tem se v bistvu spopada na zelo zanimiv način, ker piše zgodbe o matematiki. Zgodbe piše tudi o marsičem drugem, zdaj veste, s čim se povezuje svinčnik. In ima avtorico, ki se zelo želi srečati. In to je v bistvu taka zelo razgibana knjiga. Meni je bila všeč, sploh zato, ker jaz sem tudi, ko sem bila majhna, sem vse stvari nekaj zapisovala, pa na listke, tako mislim, da bo všeč puncam. Zdaj, lahko da tudi s fantom, samo se mi zdi, da se fantje bolj poistovetijo z kakšnim fuzbalom pa podobnim nogometom. Naslednja knjiga je pa za odrasle in je naslov Smrt se vozi v Audiju. Roman je odlično prevedel Darko Čuden in
je pa avtor iz Danske, tako da kar nekaj zanimivosti boste izvedeli o Danski, ki jo tudi sicer malo kritizira. Glavno je pa zgodba o tem, kako se ti v bistvu življenje spreobrne na glavo, ko izgubiš službo in dobiš novo službo, za katero si nikoli nisi mislil, da boš to delal, ampak se vsak da je sploh glavni junak te knjige. Je to tisti, ki izgubi službo, ali oni drugi, ki ga nauči, kaj je biti življenje. Tako, zdaj smo v bistvu končali, zato ker je moja škatla prazna. Vam pa bom pokazala, kaj se skriva še v drugih dveh, ampak žal ne z izdelki, ampak samo s knjigicami. Ker imam tukaj tudi, se pravi, od 1 do 5, je pa wow! To je res tako krasna slikanica, pa ne bi jo pohvalila samo zaradi tega, ampak morate jo videti. Je pa že na voljo za nakup, tako da. Se pravi, prevod Klemna Piska, Bena Zbirančas je pa avtor in govori o strahu. Evo, če vam pokažem še kakšno stran. Se pravi, je pa to čudovita ilustrirana zgodba, ki bo vso družino nagovarjala o strahu. V bistvu Veveriček in Vranček izgubita žogo in se odpravita po njo, med tem časom se pa stemni in pristaneta v temnem gozdu. Jaz sem vam enkrat že povedala, da sem se izredno bala tajmet, tako da meni bi bilo res strah tega. Se pravi, to se je skrivalo v knjižnem zmenku za otroke 1 do 5 ali pa v družini za 1 do 5. Potem je pa tukaj še Lihozerci se vračajo. To je sicer drugi del zabavne serije knjig o teh nenavadnih bitvih, ki se prehranjujejo z nogavicami. Tisti, ki ste seveda naročili ali kupili knjižno škatlo, že veste, kaj se je skrivalo zraven. Tole ste pa imeli v 10 do 12, v družinski in v otroški knjižnički. Pa za vas še 2 povabili. Prvo je, da vsi, ki ste naročili se na naše knjižne škatle, kadarkoli kupili knjige v sodobnosti, nam lahko pošljete mail na pisarna.sodobno@gmail.com, kjer izrazite svoje mnenje o prebranjem ali v knjižni škatli, o našem nakupu, vašem nakupu v naši spletni trgovini in mogoče boste vi med izžrebani za knjigo po izbiri. Drug namig je, oziroma vam kar 3, drug namig je to, da bomo v mesecu aprilu organizirali knjižno srečanje, bralno srečanje, knjižno srečanje bralnega kluba Zmenka s knjigo, kjer se bomo pogovarjali o glavni knjigi za odrasle. Bo pa to čisto neobvezno, dobimo se na Zoomu, ne bomo snemali, tako da kdor se bo hotel, se bo lahko pridružil in podebatirali. Pripravlja se pa to v sodelovanju z Bo knjigo, tako da bo prijetno. Tretje presenečenje je pa to, da bomo kmalu razpisali tudi fotoizzive, tako da šklac, fotoaparate v roke ali pa telefone seveda in poslikajte vaše vsebine Zmenka s knjigo.